Drage sestre, dragi bratje v Jezusu Kristusu, draga cerkev, nebeška družina. Ponovno smo skupaj tudi preko spleta. Kljub zaostrovanju in širjenju virusa, izkoristimo tudi to nedeljo, da se duhovno nahranimo, da damo vso slavo in čast našemu Bogu. Jezus je povedal, meni je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji. In čeprav je mogoče težka situacija, ali zaupajmo Bogu. Bog ima zadnjo besedo. Molimo njemu za pomoč, za modrost tudi naših voditeljev, da modre, prave in najboljše odločitve napravijo v tem času. Daj pa odprimo srca, slavimo in poveličujmo našega zveličarja Jezusa Kristusa. Kdo zlomi silo teme in greha, kdo najbolj ljubi, kdo ne odneha, do kralja slave, on je vseh kraljev kralj. Kdo svet pretrese, svet in grmenje, kdo nas osupne, kdo nas začudi, do kralja slave, on je vseh kraljev kralj. To je dar milosti, ljubezen brez meja, da si prevzel moj greh, da nosil si moj križ, umrl zame si, da bi svoboden bil. Jezus ti pojem za vse, kar storil si. Kdo ta nered je v smisel postavil, kdo te sirote je posinovil, to kralje slave, to kralje slave, kdo vlada svetu z resnico pravo, žari kot sonce vso svojo slavo, to kralje slave, on je vseh kraljev kralj. To je dar milosti, ljubezen brez meja, da si prevzel moj greh, da nosil si moj križ, umrl zame si, da bi svoboden bil. Jezus ti pojem za vse, kar storil si. Vredno jagnje je nam udar, vreden je ta kralj, ki premagal je grob. Vredno jagnje je nam udar, vreden je ta kralj, ki premagal je grob. Vredno jagnje je nam udar, vreden je ta kralj, ki premagal je grob. Vredno jagnje je nam udar, vredno, vredno, vredno. To je dar milosti, ljubezen brez meja, da si prevzel moj greh, da nosil si moj križ, umrl zame si, da bi svoboden bil. Jezus ti pojem za vse, kar storil si.
veš, kdo si? Človeštvo si še vedno postavlja večno vprašanje, kaj je smisel življenja. Napisano je bilo veliko knjig in še danes se pišejo o smislu življenja. Toda danes nočem govoriti o smislu življenja, ampak a veš, kdo si? Tako malo se zavedamo ali poznamo, kdo smo. Človeštvo se ne ukvarja toliko, kdo smo, ampak kaj želimo v življenju postati. Če ne vemo, kdo smo, lahko celo življenje gradimo in zapravimo na napačnem temelju svoje življenje. Pomembno je tudi vprašanje za nas kristjane. Kdo smo kristjani? A poznamo svojo identiteto? A vemo, kdo smo? Ljudje nosijo različne simbole, s katerimi sporočajo, kdo so. Lahko je to križ na verižici, nekateri imajo obešen križ okrog vzvratnega ogledala v avtu. Danes, ko živim nekako v času, ko so ponovno popularne tetovaže, lahko vidimo, da imajo ljudje tetoviran križ na roki. V tem tednu sem videl tudi nekoga, ki ima križ tetoviran na vratu. V bistvu z raznimi simboli hočemo pokazati, kdo smo. Danes bi se hotel predvsem osredotočiti, kdo smo kristjani. Kaj uči Sveto pismo? Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče. Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega. Janez piše, da smo Božji otroci. Mogoče to deluje kot drzna izjava, saj bomo to videli in spoznali, ko pridemo v večno življenje, pravijo mnogi. Janez to piše v času, ko se je začel širiti gnosticizem, krivi nauk, ki je mnoge zbegal in tudi peljal stran od resnice o spoznanju Jezusa. Zato je za Janeza bilo zelo pomembno, da poudari, da vemo, da smo Božji otroci. Pravi samo, da tega ne vedo tisti, ki niso spoznali Jezusa. Jezus se razodeva svojo ljubeznijo in Janez piše o ljubezni Boga, nebeškega očeta, ki nas vabi, da pridemo nazaj v nebeško družino in da se ponovno zavedamo in postanemo Božji otroci. Tudi danes je čas, ko mnogi kristjani ne vedo, kaj pomeni biti kristjan. Da je to mogoče samo v nedeljo iti v cerkev ali zvečer izmoliti molitev zahvale in zjutraj moče molitev zaščite, naj nas Bog vodi v toku dneva. Toda biti kristjan pomeni mnogo več. Na prvem mestu kristjan pomeni biti Božji otrok, ki pripada Božji družini. Vsi pripadamo neki družini in smo del nje. Tudi v Božji družini obstaja duhovna povezava z njo. Sveto pismo pravi takole, kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, so Božji sinovi. Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli strah, ampak ste sprejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo Aba, Oče. Saj duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. Tukaj vidimo nekaj pomembnih lastnosti Božjega otroka. Lahko bi tudi rekli resničnega kristjana, ki nam odkrivajo, kdo smo. Božji otrok je posinovljen, pravi Janez. Tudi apostol Pavel govori o tej temi. Ko pa je nastopil polnost časa, je Bog poslal svojega sina,
rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje. Ko se je dopolnil čas, je Bog poslal Jezusa, ki je prišel kot človek na svet, da bi umrl za naše grehe. Jezus je izpolnil postavo, zapovedi in pri tem ni zgrešil. In potem je umrl za naše grehe in nas s tem odkupil in omogočil posinovljenje. Tako da lahko danes vsak, ki sprejme Jezusa za svojega zveličarja, sprejme odpuščanje grehov in v tistem trenutku postane tudi Božji otrok. Ali, kakor pravi, sprejme njegovo posinovljenje. Nadalje, Božji otrok ve, da pripada Bogu. Janez pravi, da smo prejeli duha svobode in nesuženjstva, da več naj ne živimo v strahu, ampak v zavedanju in spoznanju, da pripadamo Bogu. Pavel ponovno potrjuje in piše: ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca duha svojega sina, ki vpije: Aba, oče. Potem nisi več suženj, ampak sin. Če pa si sin, si tudi dedič pri Bogu. Nismo več sužnji, ampak vemo, komu pripadamo. Smo sinovi in tudi dediči pri Bogu. Popolnoma drugi status, drugi odnos, pravice, svoboda. Mnogi nočejo imeti opravka z Bogom, pa se ne zavedajo, da so sužnji mnogim stvarem, ker ne služijo Bogu. Moramo razumeti, da gre za odnos, življenje, jasno spoznanje, kdo smo, komu pripadamo in kaj nam pripada. Bog je postal naš Aba, oče. Ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo Aba, oče, smo prebrali. Aba, oče dobesedno pomeni očka. Naš Bog je postal ali je naš očka. Takšen odnos lahko ima samo Božji otrok z nebeškim očetom. Govori o odnosu med očetom in otroci. Božji otrok doživlja delovanje Svetega Duha. Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. Bog nam po Svetem Duhu skozi Božjo besedo razodeva, kdo je on, njegovo voljo, njegov načrt. Omogoča nam tudi, da spoznavamo sebe, svojo identiteto, kdo smo v resnici, zakaj živimo, zakaj smo ustvarjeni. Božji otrok se duhovno hrani, bere Sveto pismo, moli ali se pogovarja z Bogom, odpira svoje srce, spoznava njegove načrte, odlaga svoja bremena vsemogočnemu Bogu. In sam je rekel: če ste utrujeni, obteženi, pridite k meni in prejeli boste počitek. In vse to nam govori, da Božji otrok ve, komu pripada, nebeški družini. Božji otrok ima nebeškega očeta, s katerim lahko živi eno življenje popolnega vodstva in spoznavanja, kdo resnici smo. Amen. In odprimo, da je naša srca v molitvi. Mogoče se sprašuješ, zakaj sem na tem svetu. Mogoče si imel načrte in so propadli.
Mogoče si polna črta in želiš uspeti. Toda, a se zavedaš, kako pomembno je biti Božji otrok? Ne gre se samo za zemeljsko življenje in odnos že tukaj in spoznanje, ampak tudi za večnost. To odprimo srca v molitvi in prosimo Boga, naj nam razodeva, kdo smo, da živimo modro, da spoznavamo namen našega življenja in še globje spoznanje, kdo je naš Bog in kdo smo mi. Jezus, hvala ti za tvojo besedo, hvala ti za tvojo milost in ljubezen, da nas sprejemaš kot svoje otroke. In jaz te prosim prav zdaj, da se razodeneš po Svetem Duhu vsakemu, ki to še ne razume, odpre svoje srce in te sprejme za svojega zveličanja in postane del tvoje, Božje, nebeške družine. Prosim te za vse nas, ki te poznamo in gradimo odnos s tabo, da rastemo v tem spoznanju, v tej milosti in globini in tvojem načrtu. Da si nas ti ustvaril, da lahko vemo, kdo smo in da lahko vemo, komu pripadamo. Jezus, to te prosim v tvojem imenu, v imenu Očeta in Svetega Duha. Amen. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in spoznavajmo, to je naš Bog kot Božji otroci. Amen.